Nekega zgodnega jutra so se po ozkih ulicah Asiške v smeri škofovega doma zgrinjale množice ljudi, ki so glasno vzklikale: "Pridite gledat Bernardonjevega sina Frančiška, zmešalo se mu je." Frančišek, sin bogatega trgovca Pietra Bernardoneja, je sredi trga začel slačiti svoja razkošna oblačila pred očetom in škofom Guidom in pred presenečenimi meščani. Povsem nag je zaklical: "Zdaj nimam drugega očeta kot očeta, ki je v nebesih." Škof ga je nato ogrnil s svojim plaščem. Ta dogodek je zaznamoval začetek Frančiškove poti k svetništvu, ki je pozneje postal eden najvplivnejših ljudi svojega časa. Frančišek se je rodil leta 1182 v premožni družini. Njegov oče Pietro je bil uspešen trgovec, ki je sinu omogočil razkošno življenje. Frančišek je bil priljubljen v družbi, eleganten, zabaven in rad je prirejal zabave. Bil je velikodušen in sočuten, še posebej do revnih. Nekega dne je med prodajo blaga beraču podaril denar, kar je razjezilo očeta. Prijatelji pa so se mu posmehovali. Kljub temu si je Frančišek želel postati vitez in doseči slavo. Ko je izbruhnil spor med mestoma Asiška in Perugija, se je Frančišek pridružil vojski, a so ga ujeli in za leto dni zaprli. To obdobje je nanj močno vplivalo. Po vrnitvi domov je zbolel in se je začel spraševati o smislu svojega življenja. Nekega dne je v cerkvi svetega Damijana doživel močno razodetje. Pred križem v cerkvi je zaslišal glas, ki mu je rekel, naj popravi cerkev. Frančišek je to razumel kot poziv k obnovi krščanskih vrednot in prečiščenju cerkve, ki jo je videl kot pokvarjeno zaradi pohlepa in oblasti. Frančišek je kmalu začel živeti v revščini. Predal se je Bogu in pričel popravljati cerkev svetega Damijana. Srečal je gobovca, ki ga je najprej želel ignorirati, a se je nato odločil, da ga objame, s čimer je pokazal svojo predanost, ljubezen do vseh ljudi, tudi tistih, ki so bili odrinjeni na rob družbe. Zaradi njegove predanosti, preprostosti in skromnosti je pritegnil k sebi vedno več sokrajanov, ki so se mu pridružili. Ko se je število njegovih privržencev povečalo na 12, se je z njimi odpravil v Rim, kjer je od papeža Inocenca III. Dobil dovoljenje za pridiganje. Frančiškove pridige so navdihnile mnoge mlade ljudi, ki so bili pripravljeni zapustiti svoje imetje in se posvetiti življenju v revščini in služenju drugim. Med njegovimi poslušalci je bila tudi mlada Klara, hči plemiškega viteza, ki jo je Frančišek močno navdušil. Klara je želela slediti njegovemu zgledu in zapustiti bogato družino. Pobegnila je od doma ter s Frančiškovo pomočjo ustanovila novo redovno skupnost, poznano tudi kot red Klaris. Klari so se pridružile številne druge mlade ženske, vključno z njeno sestro in materjo. Frančiškov vpliv je hitro rasel, saj je potoval od mesta do mesta in širil svoje sporočilo o revščini in skromnosti ter ljubezni do Boga ter soljudi. V času njegovega življenja je njegov red, znan kot red manjših bratov ali frančiškanov, narasel na 5000 menihov, ki so bili znani po svojih sivih kutah in predanosti, pomoči revnim. Frančišek je svoje učence vodil z zgledom in očetovsko ljubeznijo, nikoli pa ni ničesar zahteval ali ukazoval. Leta 1226 je Frančišek umrl star komaj 44 let. Vendar je takrat že ustvaril pravo versko gibanje, ki se je iz Asiškega razširila po vsej Evropi in svetu. Frančiškani so postali eden najvplivnejših redov v zgodovini cerkve. Zgodovinarji ocenjujejo, da je do leta 1300 po svetu živelo med 30.000 in 40.000 frančiškanov. Frančiškov vpliv pa se ni ustavil pri njegovi smrti. Sveta Klara in Klarise so nadaljevale njegovo poslanstvo. Njihov red pa se je hitro razširil tudi izven Italije. Celo na Slovenskem so ustanovile več samostanov. Danes je Frančišek Asiški znan po vsem svetu kot svetnik, ki je sa svojo preprostostjo in ljubeznijo do Boga ter narave navdihoval mnoge. Frančiškova zapuščina živi naprej v njegovem redu, ki ga danes prepoznamo po beli vrvi za vozli, ki simbolizirajo zaobljube, pokorščine, uboštva in čistost. Frančišek, ki je nekoč šokiral svoje rojake, je danes njihov največji ponos in eden najbolj vplivnih svetnikov v zgodovini cerkve. In kakor je rekel sveti Frančišek, najprej naredi, kar je nujno, potem naredi, kar je mogoče,
in naenkrat boš naredil nemogoče. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.